lep pozdrav vsem skupaj, tudi uradno. Danes obeležujemo kar nekaj dogodkov. Danes je zadnji dan akcije Hitrost oziroma najhitrejši včasih ne pridejo na cilj. Danes je pravzaprav prvi vikend, ko so se začele šolske počitnice in pa močno povečan obseg tranzita, prometa, ki ga poznamo zdaj praktično že vsak vikend. Zato smo se skupaj zbrali vsi, ki bi radi pripomogli, da bi bil naš promet in naše ceste čim bolj varen. Prosim za prvo izjavo kar direktorja Javne agencije za varnost prometa, gospoda Jožeta Hribarja. Izvolite. Hvala lepa vsem novinarjem, ker ste prišli in nam pomagate širiti naše informacije. Desetletje izvajanja akcije Ustvarimo reševalni pas intervencijskim službam vse bolj omogoča lažji dostop do kraja prometnih nesreč, kar lahko odloča o življenju pomoči potrebnega. Z magnetno nalepko, ki opozarja na pravilno razvrstitev ob vsakem zastoju, smo v zadnjih 2 letih opremili 5000 vozil. Danes ima to nalepko skoraj že več kot 60 000 vozil. Med njimi več 10 reševalnih služb in preko 150 gasilskih enot. Domači vozniki pomen pravilne vzpostavitve poznajo vse bolje. Tuje voznike pa je potrebno ozaveščati še bolj intenzivno, čemur je namenjena tudi današnja akcija. Danes zaključujemo tudi drugo letošnjo akcijo, s katero ozaveščamo voznike o pomenu prilagojene hitrosti, ki še vedno botruje nastanku preveč nesreč. V času poletnih mesecev vse udeležence pozivamo k strpnosti, k uporabi varnostnega pasu, vožnji brez preusmerjanja pozornosti na telefon in druge naprave, brez alkohola in s hitrostjo, ki je prilagojena omejitvam in razmeram na cesti. Voznike naprošamo, naj se na avtocestah držijo pravila: vozi desno, prehitevaj levo, saj pri vožnji na avtocesti ne velja prosta izbira prometnih pasov. Za konec pa naj še enkrat povem, kako pravilno ustvarimo reševalni pas. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na desnem prometnem pasu, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Tako ustvarimo dovolj široko pot za hiter dostop intervencijskih vozil. Na tem mestu se želim zahvaliti vsem novinarjem in medijem, ker pomagate, da širite informacije in ozaveščate. Ravno slednje je tisto, ki v resnici pomaga in vidimo, da prispeva k boljšemu prometnemu stanju na cestah. Kajti cesta je resna stvar. Hvala in srečno. Hvala lepa. Besedo predajam pomočniku direktorja uprave avtocestne policije, gospodu Mitji Palčiču. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa seveda v imenu policije. Moramo povedati, da ves čas spremljamo to prometno situacijo na avtocestnem križu in zadnje raziskave kažejo in pa statistika, da se je od leta 2019 pa do danes povečal promet za 9%. Če pa gremo malo še nazaj, pa kar za 25%. To pomeni, da je ves čas avtocestni križ močno obremenjen. Seveda pa na avtocestnem križu prihaja tudi do izrednih dogodkov. Ti izredni dogodki so tako prometne nesreče kot zdravstvena stanja, požari in pa tako naprej. In seveda, če želimo, da bomo tem ljudem, ki so ujeti v teh kolonah, nekako pomagali in čim prej prišli na kraj, seveda delamo vsi na tem, da bi ljudje spoštovali ta reševalni pas in nam omogočili, da tem ljudem pomagamo. Istočasno pa vsak zastoj pomeni tudi gospodarsko škodo. Zato je tudi zelo pomembno, da promet ves čas traja. Rad bi še povedal, da naj pa apeliral na ljudi, dajte vendarle
kadar pride do zastojev, tudi če ni prometna nesreča, dajte se umakniti skrajno levo, skrajno desno in omogočiti subjektom za varnost, da poskrbijo, da bomo čim prej prišli na kraj. Naj vam povem še to, da nikoli ne vemo, kdo je na začetku kolone. Lahko je tudi vas svojc. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa duša in srce tega projekta, ustanovitelj Zavoda Reševalni pas, Anže Albreht, ki s svojimi člani in prostovoljci omogoča, da danes čim več ljudi izve in se izobrazi, kako pravilno vzpostaviti reševalni pas. Anže? Ja, tudi v mojem imenu en lep pozdrav vsem medijem. Res potiskate naša pomembna sporočila v vsako gospodinstvo in to je zelo pomembno. Hvala gostom z policije, z Darsa, z Agencije za varnost prometa. Namreč le skupaj lahko res premaknemo in izboljšamo problematiko ob zastojih, ki so pač naša realnost in letos jih bomo videli še ogromno. Kot reševalec, kot prostovoljni gasilec rotim, naprošam vse voznike, da naj se zavedajo, da je vsaka sekunda pomembna in ne glede na razlog zastoja, naj ustvarijo reševalni pas, ki bo dovolj širok za intervencijska služba. Moram povedati, da smo danes prisotni, tudi že se veliko pogovarjali in obljubljamo, da bomo skupaj sodelovali še naprej, da res ukinemo vse tiste izjeme, ki se vozijo po sredini iz naših avtocest. Hvala lepa. Hvala lepa. Predstavnik Družbe za avtoceste Republike Slovenije, gospod Rok Dolinšek, je naš naslednji sogovornik. Lep pozdrav še v imenu Darsa. V Darsu smo že pred 10 leti pričeli z akcijo Reši življenje, kjer voznike opozarjamo na vzpostavitev reševalnega pasu. Takrat smo na naše nadvoze postavili plakate, s katerimi ozaveščamo in promoviramo reševalni pas. Opazili pa smo, da je v tem obdobju sama situacija na cesti izjemno se izboljšala in na tak način bomo nadaljevali tudi v naslednjem obdobju, torej tako z promocijo reševalnega pasu kot ostalega, kar se tiče prometne varnosti in tako omogočili ljudem, ter pa podporo seveda reševalnemu pasu in Agenciji varnost prometa ter avtocestni policiji, da opravlja svoje delo tako, kot je potrebno. Potem zaradi pričakovanega povečanega prometa v poletnem času pa zato tudi ljudi oziroma voznike pozivamo, naj se v zastoju pravilno razvrstijo. Dokler smo čakajoči v koloni, se nam vzpostavitev reševalnega pasu ne zdi smiselna, ko pa sami čakamo na pomoč, pa to postane še kako pomembno. Hvala. Hvala lepa in še zadnji današnji sogovornik Žiga Zupan, predstavnik gasilsko-reševalne službe Kranj. Izvolite. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj gasilci smo pač tudi del intervencijskih služb, ki pač posredujemo na avtocestah, hitrih cestah ob izrednih dogodkih, bodisi prometnih nesrečah, požarih, izlitju nevarnih snovi in tako naprej. In naša vozila so pač malo bolj velika, malo manj okretnejša in zato imamo velikokrat težave sploh priti na sam kraj dogodka, če ljudje ne vzpostavijo reševalnega pasu. Zdaj, ko se peleš na neko prometno nesrečo, sploh če je že sama najava, da gre za neko hudo prometno nesrečo, je težko se posvetiti vožnji, če imaš pa še probleme z ljudmi, ki se pač ne postavijo kraj, da bi lahko normalno prišel, je pa to še toliko teže. No, tako da v tem primeru bi se rad zahvalil tudi Anžetu, ker res vso dušo in pa svojim srcem v bistvu vsak dan ozavešča ljudi o postavitvi reševalnega pasu. Žal nekateri pač tega se še ne zavedajo in tiste, ki ne naredijo reševalnega pasu, bi samo vprašal, kako bi se počutili, če bi v tej prometni nesreči bil njihov svojc in pač mi gasilci z našo težko opremo ne moremo do njih. No, tako da še enkrat prosim vse takoj ob zastoju ali pa ko je hitrost manjša od 60, dajte se postaviti kraj, s tem boste lahko tudi rešili življenje. No. Hvala.